En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Zakaj so eni uspešni, eni pa niso? Ne govorim samo o uspehu v službi, ampak tudi doma. Danes sem razmišljala, kaj bi vam povedala. Toliko videov sem že posnela, jaz imam že 319 videov. Če bi samo šla še enkrat pregledati vse tiste videe nazaj, včasih se mi zdi, da se že ponavljam, ali pa tako, da so določene zgodbe, ki so kar enake in da se vse vrti dejansko okoli tega, koliko v resnici delamo na sebi. No, ampak pa sem se vseeno odločila, da mogoče malce podelim mnenja, oziroma ne mnenja, da dam nekaj svoje poglede na to, zakaj tako vidim, zakaj eni so uspešni, medtem ko drugi niso. In sicer, najbolj pomembno od vsega je, tisti, kateri so uspešni, ne dajo dosti na mnenje drugih, ampak resnično sledijo svojim občutkom. Zaupajo tem svojim občutkom, tudi če se zmotijo, pač sledijo, delajo napake in ponavadi, ko delamo napake, se učimo biti boljši, pogumni. Če ne nam zmanjka tega poguma in kar naprej čakamo nekoga, da bo nekdo drug nekaj delal od nas, ali pa da nas bo nekdo drug videl, in ko nas bo nekdo drug videl, bo rekel, aha, ti zmoreš, pa nas bo postavil naprej na pedestal. Tako da ne gre slediti sebi, tudi ko padete, definitivno je potrebno vstati in se pobrati. Verjamete mi, da včasih vas skrbi, kaj si drugi mislijo o tem, a boste uspeli ali ne boste. Tisti, ki so dejansko uspeli, vi nikoli ne veste, kolikokrat so že padli, da so danes tukaj, kjer so, ne poznate njihovih zgodb, kaj šele, da bi kogarkoli sodili, ali pa tisti, ki so uspešni, oni ne sodijo, ker ponavadi vedo, da če sodijo, bo tako in tako prišlo tudi enkrat do njih. Tako da poskušate delati na tem, da res ne sodite ljudi, ampak da sledite samo sebi, in da se zavedate, da kakorkoli mislite, da drugi sodijo vam, sodijo samo tisti, kateri niso uspešni. In če vi želite biti uspešni, ne glede na to, je to na osebnem področju ali pa na poslovnem področju, res je prav, da sledite sebi in svojim občutkom. Prej sem prišla vprašati mojega Igorja, o čem misliš, da bi danes govorila v videu, pa mi je rekel, kaj če bi govorila o tem, da modrejši kot smo, bolje treba dovoliti mladim in mlade spodbujati in jih spuščati noter v svoje področje in jih verjeti v njih in poskušati opolnomočiti za to, da res poznajo, da zmorejo. Pa se mi je tako zdelo, da ja, ampak predvsem, kar je pomembno, da se spomnite, da pomislite na to, da nobeno osebo v življenju ne morete motivirati, oseba se mora sama motivirati. Če vsak želi nekaj narediti ali občutiti svojo vrednost, se mora sam motivirati. Od vas je pa odvisno, kako ga boste navdihnili temu, da on to tudi spozna. Tudi vse zmore. Vas je odvisno, da ga navdihnete. Nekdo se mora pa sam motivirati. Naj pogledam, kaj sem si še napisala. Da res dopustite življenje, kako ga živijo drugi in dejansko se ne primerjate z njihovimi življenji, ampak živite svoje življenje, čisto svoje življenje. Potem pripisala sem si, kaj jaz tudi počnem na akademiji. Meni je nekaj najlepšega na akademiji, ker včasih je dovolj samo, da sem steber in da se že punce same med seboj opolnomočijo, pomagajo, sodelujejo, povezujejo, dejansko že delajo večinoma vse same in to je nekaj najlepšega, ko je moja namera, to pomeni, da se čim bolj poskušamo povezati, sprejeti, zaupati, s tem tudi vse svoje tabu vzorce rušimo, ki jih imamo iz preteklih življenj, v tem življenju in poskušamo se osvoboditi vsega in res poznati, da je vsak svoja blagovna znamka. Vedno tako rečem v videu, da bi rada nekaj pol govorila, pa pozabim, pa mine, pa cel teden. Jaz v enem tednu toliko stvari naredim in pol pozabim, kaj bi bilo dobro še povedati. Kako si lahko pomagate na način, da boste vedno bolj res vedeli, kaj si želite. Je pa za božjo voljo, napišite si svoj sanjski dan.
napišite si svoj sanski mesec, svoje sansko leto in potem avtomatsko se vam bo nekako kreiralo vaše življenje, kakšno življenje si želite. Če pa smo megli, pa nažalost tudi do tega ne moramo priti, ker včeraj sem imela delavnico, vsak mesec, enkrat na mesec ali na 2 meseca imam v podjetju vrednote, poslanstvo, vizija, ker se mi to zdi eno izmed ključnih vsebin vsakega podjetja, kjer združuje ali dejansko gradi kulturo organizacije. Vrednote dejansko pomeni bolj, ko živimo ali pa ko ponotranjimo te vrednote, bolj povezujemo se s takšnimi ljudmi in bolj prihajajo v podjetje točno take ljudje, take, kot imate vi vrednote. Zato pa, če so vrednote podjetja nastavljene, potem tudi lahko vidite, katere vrednote vam manjkajo, katere so in na katerih vrednotah se ljudje najdejo. Pri nas se ljudje res najdejo na odnosih. Veliko jim pomenijo odnosi, hočejo biti svobodni, imeti prijatelje v podjetjih, kakorkoli, da se dobro počutijo v podjetju, kar se meni absolutno tako zdi. Če si 8 ur v službi, je zelo pomembno, da se dobro počutiš v službi. In potem iz teh vrednot lahko tudi vidiš, katere vrednote ti manjkajo in mogoče nam manjka malce poguma, ampak jaz vedno tako rečem, kakšna je okolica in zdaj okolica je naravnana k slabim novicam, zato čim manj gleda televizije, čim bolj poslušati sebe, družiti se z dobrimi ljudmi, pozitivnimi ljudmi, iti v naravo, vse tisto, kar vas lahko nasmeji, kar vam lahko da lahkotnost, kar da boste lahko spustili svoje bremena in da boste lahko zaživeli svoje življenje, vam bo dosti bolj pomagalo slediti svojim ciljem, kot pa poslušati, kaj vse ne gre v tej naši državi, ali pa kdo se s kom krega, pa kdo bi bil boljši, pa zakaj bi bil boljši, oh my god, samo to. Potem, kaj mi je bilo tudi ena izmed pomembnih stvari, ki sem jaz v svojem življenju spremenila, da sem sledila svojim občutkom, pa predvsem to, da sem sledila, da sem uspešna, tako na osebni kot pa na poslovni poti. Da sem se začela zavedati, da ni mamica, da ni starš tisti, ki bo svojim otrokom govoril, kako naj naredi, ampak da v resnici pokažem zgledom in da tako kot živim, bo to tudi on to dejanje sprejel. In ko sem to spoznala, ko sem to ponotranjila, sem tudi videla, da sem bila najboljša mama ever. Bila sem to, koliko sem zmogla, nisem mogla biti drugače. To pa predvsem zaradi tega sem to naredila, da sem potem avtomatsko tudi spustila kakršnokoli krivdo, da bi mogla biti več z mojim sinom, da mogoče pa ne bi smela toliko delati, pa bi bilo boljše, če bi več se družila doma z njim. In ko sem to spustila, sem videla, oh my god, pa sej, to je to, prav sem delala, tako sem se takrat odločila, ne bom se krivila. In ko spustiš krivdo, svojo krivdo, ki jo imaš notri, osvobodiš svojega otroka. Po drugi strani pa na nek način tudi osvobodiš svojo mamo, zaradi tega, ker je mami tebi to prenesla. Saj veste, ko mamica ima nek občutek krivde, vaša mama bo to prenesla na vas in vi boste potem prenesli na svoje otroke. Tako da to je tudi nekaj, kar vam pomaga. Zdaj sem vam to dala primer za otroka, isto tako je v podjetju. Ko spustite, da ste karkoli delali narobe v podjetju in začnete živeti sebe, da rečete, vse sem naredil prav ali pa naredila prav, ker točno to sem mogla narediti, da sem danes tukaj, kjer sem. In ko to sprejmete, spustite vse za nazaj in lepo se osvobodite in greste po vaši poti, da ste lahko še bolj uspešni. Ok, gremo naprej, kaj sem še? Aha, tega, kar je največ. Za božjo voljo ne iskati več izgovorov. Izgovori toliko časa, koliko porabite za izgovore, lahko spremenite in iščete rešitve. To meni, zakaj nekaj ne bo šlo, raje pogledajte, kako bi lahko to šlo. Kakšne rešitve lahko najdete, da bi karkoli spremenili za to, da bi prišli do tistih rezultatov, želenih rezultatov, ki ste si jih zastavili. In ker edino, vedno rečemo, da smo sami kreatorji svojega življenja. 3 stavke še imam, pa bom pa ta stavek. Vsi govorimo, da se zavedamo, da smo svoje sreče
da sami svojo srečo kreiramo. To pomeni, smo kreatorji svojega življenja, smo odgovorni za svoje življenje, smo arhitekti svojega življenja in karkoli pač. In če smo, je res prav, da tako ponotranjite to. V življenju ste vse sami izbrali. Samo ene stvari niste sami izbrali. Samo ene. Tisti, ki ste starši. Otroci so vas izbrali. Niste vi otrok izbrali. To pomeni, vi ste izbrali svojo mamo, pri kateri mami se boste rodili, oziroma katere starše boste imeli. Vi ste izbrali svojega partnerja ali partnerko. Vi ste izbrali okolico, v kateri boste živeli. Vi ste izbrali prijatelje, s katerimi se družite. Vi ste izbrali delodajalca ali, sodelavce s tistimi, s katerimi boste skupaj ustvarjali. Vse to ste vi izbrali. Nihče ni to izbral namesto vas. Otroci so pa vas izbrali. Mene je izbral Tijan in Tristan. In tudi, ko sem razmišljala, ker pač Tijan ima pač Tijan ime, Tristan, jaz sem prepričana, da nam nekaj šepne, spiritualni svet nam šepne nekaj, prišepne nam nekaj na uho, ali to očetu ali mami, kako naj se ta otrok kliče, kako naj mu je ime. In potem, ko dobi to ime, ali ga znano, seveda ga mi lahko potem spremenimo, ampak jaz sem zadnjič Tijanu rekla, mojemu ta starejšemu sinu, sine, le oprosti, midva imama zelo socialno ime. Tanja je zelo, zelo socialno ime in mene čisto vsaka me sreča, od astrologov, vseh, ti, ki se malce spoznajo, mi vedno rečejo, Tanja, tvoje ime, spremeniti moraš tvoje ime, ker je zelo socialno in boš vedno usmerjena samo v ljudi in premalo v to, kaj bi tebe osrečilo. Jaz vam lahko povem, da jaz sem srečna. Jaz sem res srečna, srečna sem tako z družino, srečna sem to, kar počnem, srečna sem, s prijateljicami, imam majhen krog prijateljic, ampak imam pa čudovite, srčne, to, da jim lahko vse povem, pokažem svojo ranljivost in tudi dobim to od njih. Vem, da so mi vedno na razpolago. Srečna sem z mojo mamo, srečna sem z mojim bratom, s celo mojo družino in to mi res veliko pomeni. Tako da, ko sem mu to rekla, ko sem rekla mojemu sinu, Tijan, mogoče pa bi bilo dobro, da ti spremenim ime, ali pa da si ti sam spremeniš ime, ker moj sin je tudi hoče biti poslovno uspešen in že zdaj je tako poln, mi je rekel eno besedo. Tako mi je rekel, ne eno besedo, en stavek mi je rekel. Mami, če ste mi z očetom izbrala tako ime, potem to ime znam nositi. In to je bilo to. Sem rekla, ok, moj otrok že ve, kar pomeni, vedno vas bodo otroci, vi ste otrokom zgled in otroci ne bodo poslušali to, kar govorite, otroci bodo sprejemali to, kar živite. In če vam današnji dan ni všeč, ga lahko spremenite, samo vi ste tisti, ki se odločite, da je jutri lahko nov začetek oziroma nova priložnost za nov začetek. Samo odvisno od vas. No, in mogoče samo en del zgodbe, seveda stopite, bodite drugačni, stopite ven iz povprečja. En del zgodbe, včeraj sem to, kar sem govorila, imam pač v podjetju vrednote, poslanstvo, vizijo, ker se mi zdi zelo pomembno, da na tak način tudi ljudi povezuješ in dovoliš, da jih spoznaš, da oni spoznajo druge. No in sem se včeraj odločila, ne bom imela tak. Bom imela motivacijski govor za to, da bojo ljudje, da se bojo zaposleni prebudili, da zaposleni se navdihnejo. Lahko jih navdihnem, motivirati jih ne morem. In ko sem jih vprašala, kako so začeli dan, je bilo, kaj pa vem, sem vstanil, kaj bom jedel, kakšen je slabo vreme, gor dol. In prva misel, katera vam že pokaže, kakšen dan boste imeli, je to, da se zjutraj naravnate na to, da ste hvaležni že samo za prvi dih, za prvo uro, za jutro, za cel dan, ker veste, da ga lahko sami ustvarjate. Zato mogoče moj rezime pogovora, sledite svojim občutkom, ker vsak sleherni dan ste ga prav vi izbrali.
In če danes vam ne uspe v poslu, vidite, da ste vi tisti, ki ste se odločili, da vam ne bo uspelo. Če ste vi izbrali takšnega partnerja, oziroma če niste srečni s tem partnerjem, vidite, da ste ga vi izbrali. Lahko to spremenite, ko se odločite in ko sledite svojim občutkom. Zato življenje je res lahko lepo. Življenje je lahko tudi lahkotno. Ampak potrebno je spustiti, se vem, da se težko reče, mislim, lahka beseda, ampak težko spustiti. Potrebno je spustiti vse tisto, kar vas bremeni in se zavedati, da je samo že to, če boste to sprejemali z lahkotnostjo, pa mogoče, nova priložnost, nekaj je treba narediti, življenje me preizkuša, bo že vsak dan pri vas drugačen, ampak res se pa čisto vse začne pri vas. Jaz se veselim, samo najbolj prazen in egoističen človek na svetu ima sebe za merilo. Zamislite se malo, niste center sveta. Ja, Ema, mogoče se strinjam z vašim, ampak ljudje smo na ta svet prišli po ljubezen, to pomeni, da se imamo radi. In če želimo drugim pomagati, jim lahko pomagamo na takšen način, da pokažemo, kdo v resnici smo. Ali se imamo dovolj radi, ali se dovolj spoštujemo, ali verjamemo v to, kar počnemo. In če to počnemo, smo zgled. Če pa, ko marsikdaj rečejo, ja, pa ne moreš imeti sebe, ne moreš biti tako egoističen, ampak je treba bolj na druge pogledati. Ne, ti služiš takrat ljudem, služiš takrat, ko si v svojem stebru, ne takrat, ko imaš ti porušen steber. In mogoče en primer, najbolj enostaven, da bom razložila Emi ali tudi vsem ostalim. Ko se ločita partnerja, se odločita, da boste se razšla, zato ker pač ne čutite povezave, skupne povezave. In ne vem, pač niste zadovoljna v zakonu, se to ne pomeni, da se je kdo prevaral ali pa karkoli, pač niste zadovoljna in greste narazen. Vedno se najdeta dve osebi enako ranljivi, na enakem vzorcu. Midva z Igorjem, ko sva se našla, sva bila enako ranljiva, vendar noben od naju ni pokazal te ranljivosti. Bila smo močna, vsak na svoj način, nismo želela pokazati, kaj pomeni oba mogoče malce nezaupljiva, z nekim egom, kakorkoli, no. In ko se dva razideta in rečeta, ni partner pravi zame, to je isto v službi, zato govorim samo o partnerstvu, da ne bi bilo samo na osebnem področju, lahko tudi na poslovnem področju, to absolutno ne paše, to si ne bom dovolil in gor dol. In v takem ranljivem stanju, ker ostaneš, ker si v ranah, naletiš na osebo, še hujšo, ko si jo imel prej. To pa zaradi tega, ker se nisi ustavil za trenutek in si šel vedno iskati izgovore samo zunaj, ampak nisi pogledal navznotraj sebe. Zakaj se ti je to zgodilo? Kaj bi lahko spremenil? Da si 50% ti soodgovoren, zato ker si to osebo ti našel in ti si jo izbral, kar pomeni, ali si nisi prilagodil. In če ne začneš delati na sebi, prikličeš še večjega, ne vem, še bolj ranjeno osebo in bo ta skozi isto to zgodbo šla, kar pomeni, da bo ta preizkušnja še dosti težja. Tako da, moj pogled na svet je pač takšen, da bolj, ko se imamo radi, boljši vzgled smo lahko vsem ostalim. Kaj pa pomeni imeti se rad? To, da ne sodiš druge, da jih ne kritiziraš, da jih sprejemaš točno takšne, kot so, da kaj ti vse se vrne nazaj, da se zavedaš, da za vsemi tvojimi dosežki je tvoj trud, je tvoje vztrajanje, je tvoja vera v to, da ti verjameš v to, kdo si. In če temu slediš, sem prepričana, da je življenje lahko dosti lepše. Ne, da je dosti lepše, je točno takšno, kot si ga v resnici želiš. Tako da, ko meni da nekdo komentarje, kakršnekoli, je to ni dobro, ono ni dobro, vsem ni dobro, jaz vedno rečem, seveda, saj to je vaše mnenje in to je prav, da imate svoje mnenje in ni moja naloga, da jaz nekoga prepričujem v to.
Vedno se pa vprašam, ljudje, ki imajo dosti kritike, kako se ne zavedajo, da se jim kritika, da imajo vedno več in da bi poskušali narediti nekaj drugačnega. Naprimer, jaz nimam na mojih straneh, ne na Facebookovi strani, ne na Instagramu, ne na LinkedInu, nikogar, ki bi pisal negativne informacije. To pomeni, vsi moji posti, ki jih odprem, so pozitivni, kar pomeni, da me polnijo. Kar so pa negativni, tako da jaz v resnici, če me kdo kaj vpraša, kaj se v politiki zgodilo, kaj je bilo tam, kdo je kaj prodal, me sploh ne zanima. Ker če ne morem vplivati na to, če ne morem sebi pomagati, niti ne želim odmagati. Zakaj? Ker če se s tem ukvarjam, potem trošim svojo pozitivno energijo in prinašam toliko, kot sem dala druge negativne energije, vem, da se mi bo to vrnilo kot bumerang nazaj. Tako da, včasih mislim pa, da ni slabo biti malce sebičen, verjeti vase, kaj ti samo z zgledom lahko kažeš ljudem, da si res srečen in uspešen. In sem prepričana, da na tem planetu bi bilo dosti več uspešnih ljudi, če bi manj dali na mnenja okolice in več dali na mnenje svojih najbližjih, to pomeni na način, zakaj so izbrali to družino, če bi bolj sprejemali svojo družino. Videla z mojim bratom smo si čisto drugačna, ampak jaz ga imam najraje na tem planetu in jaz tudi vem, da on mene. Moj brat bi vse naredil zame, jaz bi vse naredila zanj. On bi vse naredil za moje otroke, jaz pa za mojo Nino. In to je nekaj najlepšega, kar pa mi je moja mama dala in moj oče. Vedno sta mi dala to, da je družina res prva. Moja dva nista se glih najbolj razumela, ampak oče je vedno govoril, naj vse, kar ostane, kar je v družini, naj ostane v družini, kajti nihče drug nam ne more ničesar drugega rešiti, kot pa mi sami. In to sem mu tako hvaležna, ker vem, da mi to, odkar je umrl, letos bo 10 let, me izredno vodi, me zelo spodbuja in občudujem. Moja mami je pa glisto željo, da se mi še bolj približa, da je še bolj povezana z mano, naredila tako velike premike, da se zaveda, da ko jo pokličem, mi pove nekaj lepega, nekaj dobrega, vsako jutro je nasmejana, tudi ko je malce slabe volje, presrečna za vsako minuto mojega časa, ki ga namenim, vsako minuto, ali je to klic, ali pridem k njej in mi da to močno ljubezen, da čutim, koliko je pomeni in srčno upam, da bom točno ta vzorec vzgajala tudi naprej. Tako da, ukvarjajte se raje z dobrimi stvarmi, bodite srečni, bodite uspešni in zavedajte se, da to boste samo na takšen način, da boste sledili svojim občutkom. Se veselim kmalu že 4. akademije, to pomeni 3 letniki so že 4. začenja, my God, kako mi je lepo. In tako kot pravim, 1 leto še, ali pa rečemo 2, bo samo dovolj, da ne bom rabila nič več, ker bojo vse moje ambasadorke vse ostalo naredile in širile ta duh v Sloveniji in tudi drugje. Lep večer.